nam, kako to, da se je danes zgodilo na Štuku tole presenečenje, da smo dočakali Božička in pa nekaj v lutkovni predstavi, ki smo malo prej videli. Tako je, v bistvu se vsako leto Klub študentskih in dijaških družin Maribor odloči in pripravi tovrsten projekt, se pravi Božička. Namen projekta je povezati študentske družine in pa seveda obdariti otroke študentskih družin. Pri lutkovni predstavi Sovica Okica pa so pomagale vzgojiteljice iz osnovne šole in pa vrtca Markovci, ki v bistvu že nam vsa leta stojijo ob strani in nam pomagajo pri organizaciji takih projektov. Vidim, da so se udeležili v zelo velikem številu. Ste pričakovali tako veliko obisk? Ja, v bistvu imamo danes kar 77 otrok, hkrati pa bomo jutri tudi obdarili 16 otrok v Kranju. Rada bi omenila, da na tovrstne projekte se res, da otroci oziroma starši udeležujejo v zelo velikem številu. Mi pa si prizadevamo, da bi se v takem številu udeleževali tudi ostalih projektov. Pozdravljeni otroci! Pozdravljeni! Veliko se vas je zbralo danes tukaj. K vam sem prišel z daljnega severa, ker sem slišal, da ste bili zelo pridni. Je to res? Res? No lepo, kajti za pridne otroke ima Božiček s seboj vedno darila. Povejte, vam je bila všeč današnja predstava? Ja. Kakšen pa je naslov, ste si mogoče zapomnili? Ja. Sovica oka. Sovica oka. Jaz imam to knjigico doma. Tako da si poznala zgodbico od prej. Dobro. Zdaj mi pa povejte, katere živali vse so nastopale v tele zgodbici? Sovica, lulica, lisica pa zajček. Povejte, kaj ste že pisali Božičko ali pišete tudi Dedku Mrazu, komu pišete? Jaz sem samo Božičko še letos. Letos še pa nisem Dedku Mrazu. Jaz sem tudi Božičko. Dominik, ti si že bil tukaj le pri Božičku ali še te čaka? Čaka. Čaka še. Aha, pa povej, si pisal letos že Božičko ali pišeš Dedku Mrazu, komu pišeš? Božičko. Ti si bila ravno kar pri Božičku, vidim. Ja. Pa bi ti meni pokazala, kaj si dobila za eno darilce? Kaj je to? Ena igrica pa pobarvnik. Dragi Božiček, povej mi, letos na Štuku si obdaroval toliko otrok, je bilo resnično toliko otrok letos tudi pridnih? Ja, glejte, Božiček obdaruje vedno samo pridne otroke, zato nikar ne dvomite v Božička. Povej mi, še velja, da vedno rad poješ kekse in mleko? Ja, velja, ampak ker sem že zelo star, mi zdravniki to svetujejo, ampak kakšen deci mleka in keks še vedno si privoščim, res je. Božiček, imaš kakšne posebne želje za letošnjo novo leto in pa seveda za Božič, za naše najmlajše? Vsem otrokom želim, da bi bili srečni, zadovoljni in da bi uživali v vsakdanjem življenju.